En lep pozdravček vsem na našem Zoomu od SEO 2024. Jaz sem rekla, letos pač vsi tako hitijo v naslednje leto. Jaz sem rekla, dajmo letos narediti nekaj drugačnega, in uporabiti v bistvu to leto, da si damo moč za naprej. Ker, tako je, a ne, mislim, tako cela družba naša je naravnana, tako samo hitimo, pa naslednja stvar, pa naslednja stvar, pa naslednji dosežek, nikoli pa se ne zaustavimo oziroma nikoli, kako bi rekla, se ne upočasnimo, da pa bi prejeli tisto, kar pa smo že ustvarili ali pa kar smo spremenili, a ne. In vzemite ta Zoom kot eno, kako bi rekla, en prispevek k temu, da naredite to refleksijo za leto 2024, in si date moč za naprej s tem, a ne. In zdaj, če ste si pogledali ta, mini igralni zvezek, če ste si ga mogoče, odprle, oziroma sprintale, boste videli tako, da je po mesecih razdeljeno, a ne. In, zdaj mogoče kaj se sploh ne spomnim, kaj se je letos dogajalo, ne, kar je tudi v bistvu tako en znak tega, da mogoče nismo toliko prisotni v svojem življenju, a ne, kakor bi, ali pa da ne živimo toliko polno, da bi si zapomnili stvari oziroma da bi rekli: "Ja, takrat je bilo to." Ne, tako da jaz vam predlagam, če imate težave se spomniti, kaj ste počele, da malo pogledate po svojem telefonu, kjer ste, kaj fotkale in se pa, januarja je bilo to, februarja je bilo to in si pol napišete in boste videle tudi, pol, ko boste to naredile, se vam bojo vrnili spomini v smislu, da se boste spomnili, pa še to je bilo, pa to je bilo, pa to je bilo, pa to je bilo, pa to. Tako da, a je že katera mogoče to naredila? Niste še? Okej, torej jaz vam tako priporočam, no, če še niste, vam res priporočam, da to naredite, zato ker boste že samo, če boste to naredile, boste oziroma naredili, a ne, imamo tudi vidim, imamo fante tukaj, živjo, Bojan, torej boste že samo iz tega boste imele občutek dosežka, a ne, torej, glej, že samo to sem naredila, že to vam je to, a ne. In pol seveda poglejte prej, kaj so bile vaše zmage v tem letu. Kaj je bila vaša zmaga? Torej lahko je, lahko ste spremenile nekaj, lahko ste ustvarile nekaj, lahko ste ozavestile nekaj, vse to so zmage. Okej? Tako da vse uporabite to, torej da si date priznanje in kolikokrat si sploh date priznanje za kaj, ali je samo tako, gremo naprej, 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 naprej. A si sploh dajete kdaj priznanje? Eni ja, eni tako, a ne. Tako da, jaz bi vam predlagala tako, da pač, da se začnete učiti tudi, da si date sami sebi priznanje v smislu, glej, to sem spremenil, to sem spremenila. Anže pravi, da si da vedno, kako lahko še boljše, ja. In dejansko, ko si vi date priznanje za nekaj, se s tem opolnomočite, s tem si date pol še moč za naprej, a ne, torej da še več v bistvu tega, to, kar si priznavate, da si date torej še več tega boste pol lahko ustvarili, ne. Na ta način si date moč, ampak nikoli nas nihče tudi ni naučil, da si damo priznanje, bolj so nam govorili v smislu, pač hvaliti se ni lepo, a ne, ne smeš samega sebe hvaliti. In je pa tukaj tudi ena stvar še, torej, če si ne damo priznanja oziroma če se ne zaustavimo oziroma upočasnimo, da bi pogledali v bistvu malo po svojem življenju, lahko kakšne stvari spregledamo v smislu, da smo lahko že kako stvar ustvarili, po kateri smo spraševali lahko že leta in leta, in ker si tega nismo priznali, jo vedno znova moramo ustvariti. To je torej pač na ta način delujejo stvari, a ne. Torej, če se vam zdi, da kake stvari ne morete ustvariti ali pa da ste kaj porušile, pa začenjate znova, mogoče ste že dosegle ta cilj oziroma to tarčo, a ne, ki ste si jo nekoč zadale oziroma zadali in si tega niste priznali.
tega niste ozavestili, da je ta cilj oziroma ta tarča že dosežena. In zato vedno znova morate pol to, kako bi rekla, si prizadevate, da bi to ustvarili, medtem ko ste jo že lahko zdavnaj ustvarili. Tako da poglejte, če imate kakšne take stvari v svojem življenju, da pogledate, pa lahko ste si dali, ne vem, recimo neko tarčo ali nek cilj ste si dali lahko tako sem jaz pred 30 leti, a ne. In jaz sem zdaj res 2 dni, 3 dni nazaj sem ozavestila, prav, da sem nekaj, glej, saj sem ustvarila, a ne. In ja, koliko je takih stvari, ne, ko ste se nekoč zadali nekaj, pa si niste priznali oziroma priznali in skozi skušate poustvarjati. In pol pač vedno pol porušite zadevo in pol je spet znova začnete ustvarjati, v smislu, ker v vašem v zavedanju, v vaših mislih to še ni narejeno. Če se pa ustavite in pogledate in si date priznanje, res ozavestite, glej, saj to sem ustvaril, to sem ustvarila, potem pa pol pa gremo naprej, a ne, pol si pa damo lahko oziroma zadamo nekaj drugačnega, drugega, novo tarčo, če že, a ne, in gremo potem za njo. Erika pravi: "Ja, vsak večer se pohvalim, kar sem naredila ta dan." Super, ne, kako lahko še boljše. In mogoče tudi mislite, da morate neke velike stvari, ustvarjati, da se boste lahko pohvalili. To sploh ni res. V bistvu če se pohvalite za male stvari, včasih smo tudi v kakih takih čustvenih stanjih, da je že samo to, da se zjutraj zbudimo in da gremo, da se vstanemo iz postelje, je že to pravi dosežek. A ne, si damo za to lahko priznanje. Glej, ne, saj kljub vsemu, glej, še kar grem naprej. Tako da res gledajte tukaj tudi v smislu, torej, kaj ste novega začeli, mogoče ste kako stvar zaključili, kaj se je zgodilo čudovitega, zakaj ste hvaležni, ste se kaj novega naučili, kaj vam je bilo všeč, kaj vas je navdihnilo oziroma kdo vas je navdihoval, pol kdo vam je stal ob strani ali pa mogoče, če ste imeli kakšne izzive, kdo vam je pri tem pomagal. Ne, in dejansko vam bojo te stvari, ne samo pač začele vam bojo dajati tudi neko širšo sliko, v smislu, ne vem, mogoče, glej, nisem na svetu, nisem sam, nisem sama, ali pa, glej, saj ni vse tako črno, ker če se nam tudi pač življenje je tako, a ne, zgodilo se nam veliko lepih stvari, pa tudi kake zelo take drastične, dramatične stvari, ki jih lahko opredelimo kot negativne, smo zelo lahko pa v bistvu začnemo samo negativno gledati, se samo na to osredotočamo. Ta pregled vam bo pa dal v bistvu tako v smislu, vsega. A ne, videla sem tako, ljudje govorijo, samo naj gre to leto stran, naj gre to leto stran. Ampak to so ljudje, ki to vsako leto rečejo. Torej, dejansko, če se boste naučili pač gledati te stvari, ki jih ustvarjate na dnevni oziroma na dnevni ravni, ja, na dnevni ravni, ki jih dejansko, ja, mislim, morate vedeti, da vsako leto je tisto, kar vi naredite iz njega. In, torej, če boste ono samo naj gre to leto stran, samo to leto naj gre stran, bo vsako leto takšno. In zato si tudi pol na podlagi tega, torej pač imamo tukaj ta levi stolpec pa desni stolpec, a ne, v smislu, kaj me je motilo, kaj me je prizadelo v tem letu, kaj sem pustila oziroma kaj moram pustiti za sabo, spustiti oziroma česa sem se preveč oklepala, česa se preveč oklepam oziroma česa nisem uspela ustvariti. In dejansko, dobimo tak pregled v bistvu, kaj bi pol za naprej, a ne. Ni spet, novi svetleči cilj, ampak so lahko male spremembice. Recimo lahko vidite iz tega pol, večino časa sem bila v nekem takem čustvenem stanju, večino časa, ne vem, nisem bila prisotna, ali pa recimo moje prevladujoče misli so bile takšne in takšne, prevladujoči občutki so bili takšni in takšni in to bi rada spremenila, to bi rad spremenil. Kako lahko to spremenim? Ne, če pa gremo kar tako, gremo naprej, se bo pa to pač pol, kako bi rekla, vleklo tudi z nami. A ne, ker niti nismo prisotni s tem, iz česa delujemo, iz kakšne energije delujemo. In tukaj govorimo o zavestnem ustvarjanju in, torej dejansko, če ne naredimo nekega tudi rezimeja, nekega povzetka, sploh ne vemo,
kaj bi radi spremenili, ne, kje začeti. Torej, morate vedeti, da te velike zmage so skupek manjših zmag, dosežkov, ne, vsakodnevnih spremembic, mogoče malih spremembic. In mala spremembica pol sčasoma vodi do velike spremembe, ki se navzven, nekomu se pa zdi navzven velika sprememba, vi pa lahko pri sebi veste, da je to rezultat malih in malih sprememb, ki ste jih delali vsak dan in na dnevni ravni. Torej, zdaj ta Zoom je tudi tako namenjen, če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko vklopite, vprašate, lahko napišete v klepet, če ne morate v živo govoriti, pač jaz tudi spremljam to. Tako da, ja. Torej, pač gledajte na ta način, ne, in boste videli, ko se boste lotili tega, mogoče na začetku tako pač težko, zato ker vsakič, ko se lotimo nečesa novega, je ponavadi tako pač neudobno ali pa je pa na nek način neznano, na nek način težko, ampak pa, ko boste začeli ta proces, se bo naenkrat začelo tako, se vam bo začelo porajati veliko stvari na podlagi tega. Oziroma boste začeli dobivati veliko teh uvidov, ne, v sebe, v svoje delovanje, na kak način živite svoje življenje. Tako da, ja, naredite to in tudi v končni fazi imate pol tako en tak pregled, pa tudi en tak, kako bi rekla, nek zaključek, no, tako, če lahko temu rečemo zaključek. Dobro, neke stvari se bojo itak nadaljevale v naslednje leto, tako da imate tako, leto 2024 je bilo pač to, a ne, da imate v sebi neko to vedenje in kaj pol za naprej. In ja, torej, mogoče samo za tiste, ki jaz govorim tukaj o prejemanju, torej, da ne prejema, mogoče kdo med vami sploh niti ne ve, kaj je to prejemanje. Preveliko ljudi misli, da je to neka samo materialno, a ne, da samo materialno nekaj prejmejo. Dejansko gre pri prejemanju za to, da, torej za prejemanje vseh informacij brez sodbe. Torej, da nimamo nobene sodbe glede tega in da je vse samo zanimiv pogled. To je prejemanje. Okej? In tukaj gre tudi za to, v končni fazi, da prejmete tudi sebe, v smislu, da začnete prejemati sebe. Kdo ste vi kot bitje? In kakšnega priznanja si ne dajete? Če bi si dali to priznanje, ja, dejansko bi se veliko stvari spremenilo v vašem življenju. Ne, in jaz vam dam eno priznanje, zato glede na to, da ste tukaj, vem o vas, da ste nekdo, ki si prizadeva, da bi se razvili, da bi se ekspandirali, če lahko rečem razvili v narekovajih, a ne, ekspandirali kot bitje, da bi bili nekaj več kot bitje. To vem o vas, drugače vas ne bi bilo tukaj. Ne, in ja, že to je ena stvar, torej jaz vam dam priznanje za to, dajte se ga še vi. In če boste naredili, no, pač ta igralni zvezek, pol tako pač, ko boste napisali pa še naprej, imate tudi v nadaljevanju tega igralnega zvezka, imate tudi tako v smislu, kaj so bile majhne in velike zmage v letošnjem letu, glede česa sem dobila jasnost, kaj so bile tvoje prevladujoče misli in občutki, si ozavestila in spremenila kakšen vzorec, na podlagi katerega si delovala, ali pa si ozavestila karkoli, a ne. Ker je že samo ozaveščanje nečesa, da nekaj ozavestiš, na kak način deluješ, je lahko že neki preboj pol povzročil v tvojem življenju. Ne, to je pač, to so, kako bi rekla, temu neki napotki, kar lahko pol v svoj dnevnik, če uporabljate dnevnik, kar lahko napišete, na podlagi tega začnete dobivati uvide. Potem, kako si v letu 2024 osebnostno zrasla oziroma zrasel, kaj je prispevalo k temu, morda določena oseba, dogodek,
na kaj si najbolj ponosna, ponosen, kateri osebni dosežek in kako boš to uporabila v prihodnjem letu. Potem imamo tukaj hvaležnost, za katere izkušnje, odnose in osebnostne zmage si globoko hvaležna. Kako so oblikovale tvoje življenje v letošnjem letu? Oziroma, zakaj jaz sem tukaj v ženski, jaz se opravičujem fantom, jaz sem tukaj kar v ženski obliki pisala, zato ker mislim, 99% mojih strank pa, kako bi rekla, spremljevalcev je ženska, ne, in sem se tako nekaj časa sem se tako lovila med bi vikala ali bi moški, ženska, tako da nisem vedela, kako naj, da sem se kar odločila, kar v ženski obliki pisala, tako da, ampak ste zajeti vsi, tako da. Ja. Pa zakaj ste hvaležni pri sebi? Za katero spremembo? Zakaj si hvaležna v svojem profesionalnem življenju, službi ali poslu? Kaj te je navdihovalo? Kakšne nove možnosti so se prikazale? Nove povezave, Bojan, hvala ti, ni panike. Ne, saj tako, mislim, tako smo se z enimi puncami smo se pogovarjale, tako v smislu, vedno pač pravilo v slovenskem jeziku je, da se drugače, če pač ne vemo točno pač spola, v katerem pač se piše vedno o moškem, moški spol. In potem smo rekle, ja, nič, zdaj mi smo bile skozi naslavljene v smislu kot moški, zdaj bomo pa pač mi, bomo pa mi pač v ženski pisale, pač če imamo večino populacije ženske, tako da s fanti se bomo malo tako zabavali, pa se malo smejali. Tako da, pol ja, kaj okrog tebe te napolnjuje s hvaležnostjo? Morda trenutki v naravi, z otroki, trenutki umirjenosti in tišine, nasmeh neznanca. Torej, ko boste tudi vse to naredila, ali pa lahko ta del tukaj, ko je v tem igralnem zvezku, tako vam bom pokazala, če se bo videlo, sploh se ne vidi. Tukaj, ko je po mesecih, lahko to razpolovite, pa ta del, desni del, ta, ki vam pač, kar vam ni bilo najbolj všeč, lahko to pa zažgete, lahko raztrgate, naredite s tem karkoli, in to tako simbolično v smislu, da si date še tam malo duška, ne vem, če je taka jeza, raztrgaš, pa tudi, ne vem, recimo, da ko zažgeš, še malo to zgorijo te stvari, samo da ne boste kaj zakurali, pa ste, ampak to je tako simbolično, drugače pa vsaki stvari, tudi če izgleda negativna, tudi če izgleda slaba, je nekaj pravega. In tudi zato tudi vprašanje tukaj, lahko iz tega potegnem kaj pozitivnega, ali pa kaj pravega, kaj prav tukaj pa tega ne dojemam. Torej, vi kot bitje v svojem življenju pač ne bi skreirali nobene stvari, ki na neki način tudi ne bi bila prava za vas, okej? In torej, koliko dejansko, mislim, če pogledate po svojem življenju nazaj, koliko ste bili v nekih mogoče situacijah, ko se vam je zdelo tako, kaj se mi to dogaja, pa zakaj se mi to dogaja, pa glej, koliko je, ne vem, lahko je tudi, ne vem, ali poškodba, ali ne vem, karkoli, izguba službe, karkoli. Pol pa čez nekaj časa, ko ste pogledali nazaj, pa ste rekli, vidiš, če se to ne bi takrat zgodilo, pol jaz ne bi bila danes tukaj ali pa ne bi bil tukaj, pol vas je to peljalo na neko drugo pot, mogoče tisto pot, po kateri ste spraševali, mogoče vas je to na neki način kot bitje razširilo, ekspandiralo, in dejansko na ta način, tudi če začnete gledati tudi po teh stvareh, ki so, kaj prav tukaj pa tega ne dojemamo, pa lahko rečete tudi, kaj je darilo tega, kakšne možnosti so tukaj. To vam začne pol tudi dajati to, kako bi rekla, začnete videti, da dejansko življenje deluje za vas. In kaj, če bi dejansko imeli ta pogled, da življenje deluje za vas? Kaj bi pol vse lahko, oziroma česa bi se pol vse lahko lotili? Oziroma česa bi se lotili pol? Če življenje vedno deluje za vas, življenje vas vedno podpira, oziroma Bog, kakor vi to imenujete, življenje, Bog, vesolje.
Ali imate kake, mislim, to morate vedno tako, a ne, v smislu, če imate pogled, da je življenje, ne vem, težko, drama, travma, si pač to ustvarjate. Potem, če imate pa pogled, življenje vedno deluje zame, um, boste vedno videli, kako življenje deluje za vas. Mi se kar to zdaj za vas prenaša na plan. Bi bili pripravljeni se to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, fun and pop. 100 shorts, boys, povats, basis, creations and beyonds. Ja, če se ne bi pred leti poškodoval, se verjetno ne bi spoznali. Ja, to je vedno, vedno je tako. Jaz sem res zaljubljena v svoje življenje, vsak dan bolj. Kako lahko še boljše kot to? Ja, ja. In ja, mislim, začnite res gledati, spraševati potem, kaj je tukaj, kaj so možnosti tukaj, ne vem, v neki situaciji, kaj je darilo tega. In če boste spraševali potem, če boste iskali možnosti, če boste iskali darila, potem boste to našli. Če pa iščete sam pač ono slabo, a ne, torej vedno, morate vedeti, vedno najdemo tisto, kar iščemo. Okay? Tako da tudi včasih vem, ko se kdo pritožuje, ne vem, nad kakim, ne vem, terapevtom, ne vem, kaj, kako je bilo tam grozno. Jaz rečem, vedno vsak najde tisto, kar išče. Tako da, ne, zato tudi mogoče malo pol poglejte, a ne, v smislu, po čem vi dejansko sprašujete. Ne, ker tudi v življenju se nam prikazujejo tiste stvari, po katerih v resnici sprašujemo. Mi mogoče mislimo v glavi, aha, sprašujem potem, ampak resnično, tako energijsko, sprašujemo pa lahko čisto po nečem drugem. In prikazuje se tisto, po čemer resnično sprašujemo. In tudi mogoče, ne, pa imamo tukaj naprej namero, torej namero za naprej. Torej, čemu boš v prihodnosti posvetila več pozornosti oziroma posvetil več pozornosti in na podlagi te refleksije, kaj bi rad spremenil, kaj bi rada spremenila, kaj bi rada opustila. Lahko tudi recimo, da začnem bolj sama sebe opazovati, ne, da postanete res tudi opazovalci samih sebe, v smislu, kako razmišljate, po čem dejansko sprašujete. Ker morate vedeti, vedno v vašem življenju se vedno prikazuje tisto, po čemer resnično sprašujete. Ne glede na to, je to telo, ali je to odnosi, ali je to kariera, ali je to denar. Vedno se prikazuje tisto, po čemer resnično sprašujete. In mogoče, če imate to pač jaz samega sebe, ne vem, sploh se ne dajte recimo lahko nove misli. Kakšne nove misli lahko začnem razmišljati? Zelo dobro se opazujem, sem opazovalka same sebe. Oziroma sem opazovalec samega sebe. Da se začnete opazovati, tako kot en tak nevtralni opazovalec, v smislu, da opazujete ta človeški del sebe, če lahko rečemo, lej, ne, lej, o tem razmišljam, lej, po čem sprašujem. Ne, in če boste imeli novo misel, zelo dobro opazujem samega sebe oziroma samo sebe, dejansko to vaša realnost postala. Boste res začeli sami sebe dobro opazovati, boste postali opazovalci sami sebe. In pol, ko postaneš opazovalec samega sebe, opazovalka same sebe, pa lahko to korigiraš. A ne, ko vidiš, lej, wow, razmišljam tako, ne, lahko korigiraš to. Ne ono, da se greš, da se obsojaš, ampak samo, lej, ne, razmišljam tako, zanimivo, ne, bo to iz tega dopuščanja narejeno, iz tega prostora. In pol samo rečeš, lahko kako novo, mislim, po čem lahko sprašujem, da se bo dejansko tisto prikazalo, kar želim. Ali pa kakšno misel, kakšen pogled lahko zavzamem, da se bo pojavilo to in to, ne vem, kaj so vaše želje. Dragica pravi, zato jaz dnevno naredim samo refleksijo. Super. Mogoče ena dobra je tudi, sicer to je pač, mi zdaj delamo tukaj refleksijo za celo leto, a ne, drugače je pa dobra stvar tudi tako, da zvečer, a ne, preden zaspiš, mogoče tako poiščeš, ne vem, 3 stvari, pozitivne stvari, ki so se naredile čez dan, ki so se zgodile čez dan, ali pa za katere si hvaležna, hvaležen in zaspiš v tem občutku hvaležnosti.
In to so taki mali mikropremiki, a ne, ki pol dejansko, pol, kako bi rekla, se seštevajo, ne, postajajo vedno več, vedno več. Tako da, ja, torej, kaj, recimo tukaj imate pol to namero, kaj bi rada spremenila v odnosu do sebe oziroma odnosu, ja, torej spremeni v odnosu do sebe, v svojem življenju. Kako bi se radi v novem letu počutili? Kako bi se rada v novem letu počutila? Kaj bo na prioritetni listi? Da začnete razmišljati o teh stvareh. Najprej pač ta refleksija tega letošnjega leta, potem pa okej, kaj pa zdaj naprej? Ne, ker, tudi če nimamo tega, v bistvu, kaj pa naprej, pol smo tako ladja brez ali kako rečejo, brez kompasa, a ne, ker pač blodimo naokrog. Tako da, ja, vsepovsod, kjer, mislim, vem, da eni ljudje tudi tako, ja, jaz pač se kar prepuščam pa to, ampak ja, mogoče je dobro, saj v končni fazi to tudi ni narobe, a ne, torej vsak naj po svoje, ampak če pa želite v bistvu nekaj tako pač bolj specifične, okej, kaj? Začnite določati, kaj bi radi spremenili. Kaj bi radi opustili. Tako da, ja. In, tudi to, a ne, ko sem omenila, torej ta pogled, da življenje deluje zame. Torej, koliko bi se lahko v primeru, da bi res to ozavestili, da življenje deluje za vas, da dejansko niste nikoli sami. Koliko bi vam lahko to pripomoglo, da bi se lahko sprostili, da bi bili bolj sproščeni, da ne bi toliko kontrolirali sebe, svojega življenja, da bi se lahko malo tako naslonili v smislu, ne, eni pač verjamete v Boga, eni pač v življenje, vesolje, ja, in če bi res to verjeli, da to vse deluje za vas, koliko bi se lahko sprostili? In koliko bi lahko iz te sproščenosti, kaj vse bi se lahko prikazali na podlagi te sproščenosti? Poleg tega vsak od nas ima svoj energijski tim, ne, verjetno ste o tem že slišali, ali pa eni govorijo o duhovnih timih. Vsak od nas ima, ali pa eni govorijo o vodnikih, angelih, vsak od nas ima tudi ta svoj tim, a ne, tako da, če bi tudi njih vklopili v to kreacijo svojega življenja, kaj vse bi bilo pol še mogoče? Ne, samo tako, jaz sem samo tako, da vprašajte se, ne, tako, če bi verjela oziroma če bi res to ozavestila, da deluje življenje zame, da vesolje deluje zame, da vse deluje zame. Kaj bi lahko pol izbrala? Pa tudi to, da ono, mogoče se date v ta, kako bi rekla, v to energijo, v ta prostor. Če bi res to, ne, če bi res zaupala v to ali če bi res verjela v to, koliko bi se lahko sprostila? Koliko bolj sproščeni bi hodili po svetu? Koliko bolj bi se lahko sprostili in v svoje telo in v svoje življenje, v kreacijo svojega življenja, koliko, dejansko bi lažje naredili neke izbire, ki jih mogoče zdaj pač ali, ne vem, pač vas zadržuje, mogoče to, ker ne veste, kaj se bo prikazalo na podlagi tega. Ja. In tudi še ena stvar, a ne, torej, pač, ja, tudi kake stvari se nam, pač tako kot sem že prej rekla, se nam dogajajo tudi stvari, ki jih opredelimo kot slabe, ono tako pač, lahko smo ful žalostni zaradi tega, lahko ful pretrese naš svet, a ne. In tudi se vprašajte, poleg tega, da pač iščemo pol tudi neka darila, neke možnosti v tem, kar to prinaša, da se vprašate, kako lahko to uporabim v svoj prid. Vsako stvar v svojem življenju lahko uporabite v svoj prid. Tudi če so se vam dogajale grozne stvari, lahko iz tega profitirate. Kaj če lahko iz vsega profitirate? In ko se boste vprašali, a ne, mi pač veliko uporabljamo ta vprašanja, ko se boste vprašali, okej, kako lahko to uporabim v svoj prid? Karkoli se vam dogaja,
boste dobili zavedanje, kako to uporabiti v svoj prid. In spet, lahko si date s tem, opolnomočite se lahko s tem. Čisto vsako stvar, mislim, če se boste to začeli spraševati, boste videli, da čisto vsako stvar lahko obrnete v svoj prid. In vse, kar je zdaj to še prinesli na plan za vas, bi bile pripravljeni se to zdaj, oziroma za vse vas bi bili pripravljeni se to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, ampak all 100 short boys, povats basic creations and beyonds. Ja, pa naslednja stvar, recimo, če so bile, mislim tako, mi smo tako naravnani, ne, oziroma ta svet je tako naravnan, v smislu, ker vse nas bombardira od medijev do vsega, ne, da o negativi, sam skozi pač se poroča o negativi in smo skozi dejansko nekako programirani, mogoče imamo, lahko bi se temu že rekli tako, pač oprane možgane, se vedno samo negativno, tudi v svojem življenju, pa negativno. In s to refleksijo, če jo boste naredili, boste videli tudi tiste stvari, ki so bile wow. Kaj je bilo pa wow? Namesto da gledamo začnimo gledati wow. In si s tem wow, lej, to je bilo. In si daš to energijo za naprej. Če pa gledaš sam se pa samega sebe dol vlečeš, pa ja, vedno več je wow, koliko je lahko še boljš kot to. Ja, in tudi začnite se obdajati s takimi ljudmi, ki vas bojo spomnili na to, če pozabite. Vsak od nas kdaj pade v kako tako, bom rekla, pač padeš v kako depresijo ali pa v kako tako da si sam vidiš še sam črno in da imaš okrog sebe ljudi, ki te potegnejo ven, reče, a veš, ali pa malo drugačen pogled, In ja, in niste sami, tudi to mogoče, da ste tudi bolj, kako bi rekla, tudi tako pač en tak, kako bi rekla, imamo neko tako razmišljanje, lahko, da moramo biti skozi pozitivni, da moramo skozi svetu kazati, pač lep obraz, pozitiven obraz, kot da z nami nič ni, da vse v redu, vedno smo v redu, vse lahko sami. Kaj, če dejansko postanete tudi malo bolj tako ranljivi v smislu z drugimi, tudi če niste v redu, pač povejte, da niste v redu, in na ta način spustite ljudi v svoj svet, in da vam lahko tudi prispevajo, če želite, seveda. To ni vam treba vse sami, In jaz mislim, da bo to tudi, ena tako v naslednjih letih, ki prihajajo, da bo veliko tega poudarka na tem sodelovanju, v smislu, da smo tukaj drug za drugega, ne da smo neke, kako bi rekla, neki otoki sami za sebe, ampak da si tudi upamo, oziroma da smo toliko, kako bi rekla, ranljivi, da tudi vprašamo po pomoči, če jo rabimo. In ljudje vam z veseljem vam bojo priskočili na pomoč, samo morate vprašati. Morate pač, nekdo, če pač te gleda tako, če si tako pač skozi ja, jaz sem v redu, ti tudi ne more prispevati, čeprav bi mogoče z veseljem, če bi pač bila oziroma bil toliko ranljiv, da bi rekel, pač, ne vem, zdaj pa res mi nekaj ne gre ali pa zdaj se slabo počutim. Tako da mislim, da bo vedno več tega, In pol po drugi strani pa tudi mogoče, če mogoče malo tako opazujete, kaj se pogovarjajo ljudje, o kakšnih stvareh, veliko je tega zdaj razreševanja raznoraznih travm. Torej, jaz rečem pač temu, to treba bo pogledati tudi v svojo temo, in ker drugače bo težko. Če ne boste pogledali v te svoje, ali pa jaz tudi rečem, svoje sranje, ja, bo lahko, mislim, težko, zato začnite to čim prej razreševati, saj pač je veliko tako v smislu, veliko je takih, terapevtov, ki vam lahko čez to pomagajo, veliko je tehnik, ki vam lahko čez to pomagajo, v relativno kratkem času, čeprav bi nekateri tako pač, ne vem, sploh smo že pozabili, kaj je bilo, ampak to recimo neke stvari, ko smo jih doživljali v otroštvu ali pa, ja, to je še vedno v nas, to je še vedno nerazrešeno v nas. In to bo pač, to še vedno deluje v vas, zato boste mogli to nekako razrešiti, drugače bo ful težko, drugače bo
ker tudi te energije, ki se zdaj sidrajo na Zemlji, energija, torej zavest Zemlje kot zavestnega bitja se viša in bo pol to v vašem telesu, v vašem vesolju bo preveč te tenzije, a ne, bo lahko težko. Zato bodite tudi tako, pogum, da pogledate v te, ja, rane, sreče ali pa rane, temo, neke sence ali ne vem, kako pač kakorkoli, ja. Tale tvoj heart healing je top, ja, no, to je ena stvar tudi, ki jo bom, glih danes sem dobila, certifikat za prvo stopnjo, da sem naredila, tako da to boste kmalu izvedeli tudi kaj več o tem in to je ful dobra zadeva in tudi gre na srčno raven. Ja, na področju srca se skriva toliko enih stvari. Jaz sem zdaj to pač, koliko, 2 leti to zdaj študiram, in, prav presenetljivo, kaj imamo spravljeno v svojem srcu. Nikoli si ne bi mislil človek. Kake poglede. Res, jaz sem tako pač sama tudi grem čez cel en tak proces v smislu, tudi žalovanja v končni fazi in je ta proces žalovanja, pa ne samo pač v smislu, ne žalovanja v smislu, kot nekdo umre, ampak prav tega žalovanja za določenimi stvarmi, ki, bi morale biti, pa niso bile, ali pa so bile pač, ne, niso bile glih najbolj okej. In, je tudi ta proces žalovanja lahko v bistvu lep. Mislim tako, ker ful odpira ta, kako bi rekla, neki drugačen tudi odnos do sebe, drugačen pogled na sebe, in tudi to, pač tako, to, kar sem prej rekla, da dejansko se tudi začneš tudi odpirati za druge v smislu, za pomoč drugih. Ne, v smislu, da si tudi voljan vprašati po pomoči, da ti kdo prispeva. Ne, in tako gremo z roko v roki, lažje in, hitreje naprej. Tako da vse, kar je zdaj to prineslo še na plan za vas, bi bili pripravljeni zdaj se to razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, podampok, all 100 shorts, boys, povats, bases, creations and beyonds. In ja, tak čas je in morate tudi vedeti, da mi smo te generacije, ki spreminjamo. Mi smo tisti, ki smo prišli sem, da prekinemo vzorce. Naši starši tega niso bili zmožni narediti, niso zmožni narediti, pa mi smo pa. Tako da, ja, ne vem, a je to, a je to v redu ali ni v redu, ampak dejansko, ko mi spremenimo nekaj, pač to smo si izbrali v tem življenju in, ja, ko mi spremenimo nekaj, se spremeni in za prejšnje generacije in za prihodnje generacije. In ja, pohvale vsem nam, ja. In, ja, mi smo tisti, ki smo prišli sem, tako se reče cycle breakers, a ne, v smislu ti cikli, ki so se lahko prenašali iz generacije v generacijo, smo mi tisti, ki jih bomo zdaj, pač, ja, končali, zaključili. Tako da, ja. Da vidimo, kaj še. Zato mogoče se komu tudi zdi tako, pa zakaj moram zdaj jaz iti skozi čez vse to, pa zakaj se meni to dogaja. Zato, ker ste tukaj zato, da prekinete te stvari in tudi, ko vi sebe spreminjate, ko vi spreminjate stvari pri sebi, vedite, da spreminjate svet, da prispevate, vsakim pogledom, ki ga opustite, vsakim pogledom, ki ga spremenite, se ne spremeni ne spremenite se samo vi, se spremenijo ljudje okrog vas, ki so se voljni spremeniti. Lahko se spremeni dejansko na širši ravni, a ne, ker smo povezani. Nismo pač samo, kako bi rekla, izgleda tako, fizično izgledamo, smo ločeni, a dejansko energijsko smo pa vsi, povezani. Tako da, ja, mogoče, mislim, te stvari, ki jih zdaj govorim, tudi vam naj bojo tako mogoče malo ena usmeritev, da začnete tudi gledati, okej, a sem voljna biti sploh ranljiva, ranljiv sam s sabo. Torej, kaj to pomeni? To pomeni, da si voljan pogledati čisto vse glede sebe. Čisto vsako stvar. In da nimaš glede tega nobenega pogleda. In vse samo zanimivo. In ta ranljivost, torej prvo pač si s sabo ranljiv, a ne, pol si lahko tudi z drugimi ranljiv.
In ta ranljivost je, čeprav se tako zveni, pač o, ranljivost, mogoče za koga tako, ja, pa me lahko kjer poškoduje. Ne, ranljivost vam da moč, ker s to ranljivostjo pridete res do sebe, do tega, kar vi resnično ste, do svojih resničnih pogledov. Res, ta ranljivost, o kateri jaz tukaj govorim, je ta prav res dobesedno ti da moč, te opolnomoči. Samo veliko ljudi ni pač voljnih to pogledati, ker je tako preboleče. Torej, bilo že mogoče, ko smo bili, ne vem, otroci ali pa najstniki ali pa mladi, pač odrasli, je bilo preveč boleče in zdaj se nam zdi mogoče, da bo spet bolel, če gremo spet tja in mogoče bo, ampak samo zdaj ste odrasli. Ne, in zdaj lahko to na drugačen način predelate, na drugačen način na to pogledate. In ja, ker te stvari so še v nas. To ni nikamor šlo, to morate vedeti. To je samo tako, te stvari so ful na tem nezavednem nivoju zakopane. In recimo si prizadevate za kakimi stvarmi, lahko tudi ne morete. In to je zato, ker je podzavest vas ne spusti naprej. Ali pa tudi telo, ne, lahko rečemo, tudi telo je ta naš podzavestni včasih ljudje rečejo, da naše telo podzavestni lahko vas telo naprej ne spusti. Zaradi raznih stvari, ki so se dogajale, pač, oziroma za katere ste se odločili določene stvari ali pa ste jih zaključili glede sebe v teh mlajših letih. Da vse, kar vam ne dopušča biti tako prisotni in ranljivi sami s sabo, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right or wrong, good and bad, porampok, all 100 shorts, boys, povats, bases, creations and beyonds. In vse neke sodbe, ki jih imate tudi glede te ranljivosti, oziroma ne samo glede ranljivosti, tudi, no pa dajmo prvo to, torej vse sodbe, ki jih imate glede ranljivosti, bi bili pripravljeni, ali pa vse posod, ker nočete biti ranljivi, zato ker ste hoteli, ne vem, ali doma, družini, ali pa pol svetu kazati, da ste vi tough, da z vami nič ni narobe, da ste okej. Bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right or wrong, good and bad, porampok, all 100 shorts, boys, povats, bases, creations and beyonds. In ja, torej prvo glede ranljivosti, pol pa tudi vse posod, tudi ker niste voljni imeti teh nekega neudobja. Ker ta ranljivost vodi do neudobja. Lahko se pojavijo neki neudobni občutki, neke v narekovajih bolečine, neki pač bolečine v smislu, ne, lahko čustvene, čustvene, psihološke, v tem smislu. Ampak pol dejansko lahko to pogledaš, pol lahko v končni fazi to razrešiš. Vse posod, tudi kjer se izogibate tem nekim neudobnim občutkom in pol na podlagi tega veliko tega čustvenega prenajedanja, takoj, ko se nekaj tako malo neudobnega pojavi, začnemo hitro jesti, zato da potlačimo to nazaj. Kaj, če bi bili dejansko prisotni s tem in mogoče se vprašate, okej, kaj skušam zdaj potlačiti. Mogoče ni niti bolečina, lahko je kaj drugega. Jaz sem recimo pri sebi sem ugotovila, jaz skušam potlačiti ta svoj radost, to, kar sem sama po sebi. Mislim tako, zakaj? Zato pač, ker mogoče v neki dobi to ni bilo, ali pa sem bila enkrat na ta način in sem bila pol ful kaznovana, in se mi zdaj vedno zdi tako, če začne ta radost ven prihajati, dajmo to, da ne bo spet kaj, ampak zdaj, ko to ozavestiš, pol je, pač pol lahko spremeniš to. Na razumski ravni vse gre, ko pride težja situacija, čustvene bolečine, je težko prepustiti, odpustiti in reči, to ni moje. Ja, mogoče samo določene stvari, zdaj tako, pač, ko boste začeli, gledati te stvari, ko boste začeli pač te, mogoče res, da boste bolj ranljivi sabo, določene stvari so vaše, v smislu, da ste se odločili neke stvari v sebi, da smo se odločili neke stvari v sebi ali pa v svetu, pač ne vem, karkoli že, ne vem, svet je nevaren, svet je poln nevarnosti, ne vem, karkoli že. Jaz nisem v redu, jaz nisem dragocena. To je poln tega in to je naše.
Tako da, in to je pa treba pogledati, to je treba pa spremeniti, neke drugačne poglede zauzeti. Seveda pa določene stvari pa niso vaše, tiste, kar ste pač pokopirali od drugih, a ne, ampak mogoče pač tukaj, o tem, kar jaz tukaj govorim, je to, da res greš tako globoko sebe. Globoko sebe, ne samo, no, pač, ja, komu to pripada, ampak da dejansko pogledaš malo globlje, a ne. In ker, ja, veliko smo se teh stvari odločili vse. Tako da, ja. In vsak od vas, oziroma če se boste lotili tega, vam bojo prišle stvari nasproti, v smislu nekaj, kar vam bo pomagalo to preiti, razrešiti. A ne, torej, kako bi rekla, tudi ni ena stvar za vsakega, tako da ena stvar, ki jo tudi sledite sebi. Sledite sebi, ne, kaj mi lahko najbolj prispeva, kdo mi lahko najbolj prispeva. Da sledite temu. Ne? In vse, kar je zdaj to za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni se to zdaj razgraditi in uničiti. Right, wrong, good and bad, ampak all 100 towards boys, povats basis, creations, and beyond. Nisem hotela vas zamoriti zdaj, a ne? Ampak jaz mislim, da bo treba i to pač pogledati pa predelati, če bomo želeli imeti pa lahkotnost, a ne? Pa lahko spet imaš to lahkotnost, ampak je treba tudi ne Zdaj tako, morate vedeti, če sprašujete po več o življenju. Zdaj čisto spet odvisen, če vam je dobro, kjer ste, če ste zadovoljni s svojim življenjem. Jerica, lej se glasen, no. Pol pač, okej, ne, pol tega ne boste verjetno šli početi, ampak če sprašujete po več, pa prizadevate si, pol začneš kopati po sebi, ne, in pol vidiš, sem imam ful tukaj nekih, kako bi rekla, nekega nezavednega, nekih pogledov v sebi, ki mi preprečujejo, da bi šel sem, da bi pač dosegel te stvari. A ne, tako da čisto odvisen spet od, po čem tudi sprašujete v svojem življenju. In še ena stvar je, a ne, v smislu, ni pa sam tako zdaj celjenje, pa zdravljenje, pa transformiranje, v smislu, da sam to delamo, sam iščemo svoje omejitve, svoje te omejujoče poglede. Ne to delati. Pa boste našli samo omejujoče poglede, okej, ampak ko si vi zadate nekaj v svojem življenju, ko si date neko tarčo, karkoli je to, ali to v zvezi s telesom, da boste nekaj spremenili, ali boste to na področju posla, ali v svojem odnosu, svoj odnos nekaj ustvarili, na področju denarja. Ko vi to izberete in začnete iti po tej poti, se bojo začele te stvari prikazovati. Bojo se začele prikazovati, začeli se bojo prikazovati vaši omejujoči pogledi ali pa neka prepričanja, neki zaključki, ki ste jih naredili, in takrat je pol čas, da to naslovite. Ali pa vam bo prišla na pot neka oseba, ki vam lahko nekaj pomaga pretransformirati. Ne? Tako da tudi mogoče, če sam iščete nekaj tako, ne tega delati, ne? Ker če iščemo te omejujoče poglede, pol še več najdemo, ampak da res, to morate vedeti, ko boste vi nekaj izbrali, ne vem, karkoli, izbiram življenje tako, ki ga je vredno živeti. Jaz si bom to izbrala, si izbiram to, jaz si bom to izbral, jaz si izbiram to, želim to, pa to, pa to. In ko boste to začeli res izbirati, po bojo pa začele stvari, ja, pa si ne zaslužim, pa ne morem, pa ne vem, karkoli bo začelo to za vas vam prihajati, in potem začnite to naslavljati. Okej? Drugače pa, če bomo pa iskali pač vse te naše svoje omejujoče poglede, lahko pa kopljemo do, ne vem, do še 3 naslednja življenja, tako da. Tega vse, kar je to zdaj, ja, kar pride sproti, tako, ja. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to zdaj razgraditi in uničiti, kar je to za vas prineslo, right or wrong, good and bad, ampak all 100 towards boys, povats basis, creations and beyond. In boste vedeli, ne, ko boste nekaj. Kdo se skozi oklaplja? Zdaj ta trenutek sem se jaz vklopila. Ja, okej, že. Barbara, zdravo. Vprašanje, ja. Ja, Živjo, ja. nekaj sem jaz zaznala v tem čistilnem izreku novega. Ja. Kaj si zaznala? All 100. Ja, all 100, ja. Jaz te zdaj tako živo nisem 14 dni slišala, ne, še imam vedno tistega all 9, ne, zato sem zdaj zaznala to. Ja, to se je zdaj spet spremenil. Okej,
Vse ostalo mi je znano, edino ta beseda to sem želela samo vedeti, ali jaz zdaj to prav akceptiram ali... Ja, zdaj ni več all nine, ampak je all 100. Torej, Okej, 100, hvala. ne? Ja. To je 100 različnih zgodb, med katerimi lahko izbirate, da ustvarjate v tej resničnosti, vendar vas to ustvarja v tej resničnosti, ne dopušča vam ustvarjati onkraj te resničnosti. Torej, 1 do 50 je ena stran kovanca, 51 dostuje druga stran kovanca in vse je pomešano. To so razlogi, da je večina stvari nasprotujočih si namesto kohezivnih. Zaradi tega živimo na robu, namesto da bi živeli na eni ali drugi strani. To je to, te all 100, ne? Ja, torej, ja, kaj še? Torej, ja, prvo pa to pač to refleksijo naj vam ta prispeva pri tem, da boste pa kaj pa želim zdaj izbrati, ko boste to naredili. In res, tako, dajte si mogoče ta teden, do konca leta še 11 dni, da to naredite in boste že sam na podlagi tega boste imeli občutek, mislim, res tako, da ste nekaj naredili, da ste en dosežek, a ne? Ampak boste videli, to bo za vas veliko več prinesli na plan in pol, okej, kaj bi pa zdaj rada naprej, kaj bi pa zdaj rad naprej, kaj bi rad izbral, kaj bi rada izbrala. Stari izrek ne deluje oziroma je narobe. Ni narobe, sam sem se spremenil. Ne, torej pač tukaj pač Gary pa Jane dobivata neka nova zavedanja in se pač spreminja. Tako da stari ni, lahko ga še vedno uporabljate, ne? Ampak ta novi prinaša še veliko več stvari na plan. Tako da, pa jaz mislim, da se bo še spremenil, no. Ja, prosim. Pa tudi ena stvar je pri tem čistilni izjavi. Ne, dajte probati tudi to, da izberete, da nekaj uničite in razgradite. Ne, ker je tukaj samo tako, ja, ne, v bistvu ste res voljni to razgraditi in uničiti. Ne? Ja, in če ste res voljni, rabite čistilni izrek, ali lahko vi to sami naredite kot bitje, kot neskončno bitje, kar ste. Ja, vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti? Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100 chores, boys, forward, basis, creations and beyonds. Ja, imate kako vprašanje glede tega? Ja. Čakaj, da vidim, kam imam še jaz kaj. Torej, da se res s temi zmagami, torej, na kaj ste ponosni, zakaj ste hvaležni, kaj ste ustvarili letos. In to ni, torej, nematerialno, lahko pač na materialni ravni ni bilo nič. Ampak ste lahko pač, tako kot bom rekla, na tej, ne vem, umski ravni, na zavesti, ste lahko ustvarili marsikaj. Da to začnete tudi gledati. Ali pa v odnosih. In da si date s tem moč. Ja, in pa za naprej, da se vprašate, okej, kaj želimo leto 2025, ne, ko naredimo na začetku leta, shujšati, a ne, pa toliko in toliko denarja moram imeti na računu, in pol pa pač ne, dajmo pač vzeti dejansko to zdaj, kar smo zdaj naredili, v bistvu kot neko usmeritev za naprej. Kaj bi vi resnično radi? Ne, tudi če so te, ne vem, shujšati pa oziroma izgubiti kilograme ali pa ne vem, toliko in toliko ustvariti, zakaj? Vprašajte se, zakaj. Velikokrat se vprašajte, zakaj. Da boste prišli do tistega pravega, kako bi rekla, vzroka. Boste videli mogoče, da sploh pač ni to materialno, ampak je odzadaj čisto nekaj drugega. In pa greste za ta pravo stvarjo. Ne vem, recimo, želim se počutiti varno, ali pa ne vem, karkoli je to za vas. Okej,
lahko se pač, ne vem, koliko si lahko naredim življenje na dnevni ravni, tako da se bom bolj varno počutila. S kom se lahko obkrožim, ali pa kakšne misli lahko začnem razmišljati, da se bom počutila bolj varno. Ker resnično za temi večinoma, no, za temi našimi cilji oziroma tarčami, ki si jih zastavljamo, večinoma odzadaj nekaj drugega. In pa lahko tudi seveda dosežemo, ampak tisto odzadaj še vedno ni izpolnjeno. Zato vam rečem, vprašajte se, zakaj. Velikokrat se vprašajte, zakaj želim to, zakaj. Da boste res prišli do tistega, ta prave zadeve, ki jo želite imeti. In nič ni narobe, tudi če imate te, ne vem, razne druge, ampak samo da res pogledate, okej, kaj je resnično odzadaj. Kaj je resnično odzadaj. Tudi če skozi sam za novimi dosežki, vedno nove tarče. Okej, a je to, kaj je resnično odzadaj? A iščete potrditev? Ali bežite od česa? Da začnete to gledati. Ker tudi to, dejansko, da smo skozi na tem hrčkovem kolesu, skozi sam hitimo in si prizadevamo, dejansko veliko ljudi je zdaj se sooča z izgorenostjo, in te stvari jim pa ne prinašajo nekega notranjega zadovoljstva, vsaj ne dolgoročnega. Tako da mogoče tudi kdo med vami takšen in zato začnite res gledati, kaj je tukaj odzadaj. Veliko ljudi s tem deloholizmom, s tem, da skozi za novimi dosežki, dejansko tudi niso povezani sami s sabo, skušajo zbežati sami od sabo, sami pred sabo, pred svojimi bolečinami, pred svojimi, ali pa pred tem drugim, pred, ne vem, svojim življenjem. Tako da, tako da začnete res, tako kot bom rekla, malo to introspekcijo za določenimi stvarmi, okej, zakaj, pravzaprav, zakaj želim to. In da se res začnete s sabo povezovati v smislu, kaj si jaz resnično želim. Da začnete gledati noter v sebe, ne ven. Zdaj vsi tako več ali manj je vse tako usmerjeno ven, pa družbeni te mediji, pa vse gledamo, kaj drugi počnejo. In to nas vse ločuje od samih sebe. Začnite gledati noter v sebe, kaj si vi resnično želite. In v redu je, če si želite čisto neke druge stvari kot drugi. Oziroma, če si ne želite takšnih stvari, kot si jih drugi želijo. Okej je. Glavno je, da pridete do sebe, in ko pridete do sebe, ko pridete do teh svojih pravih želja, to je to. Pol boste šli za tem. In okej je, karkoli so. V redu je biti drugačen. Ker je to zdaj prineslo na plan za vas. Bi bili pripravljeni se to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right or wrong, good and bad, pa ampak all 100 shorts boys provide basic inspirations and in lepota je ravno v tem, da smo vsi drugačni, da smo različni. Da imamo neke različne, kako bi rekla, tudi želje v končni fazi. Da smo prišli na ta planet nekaj svojega narediti. In ravno tudi ta drugačnost, tisto, s čimer lahko prispevamo. Če skušamo biti vsi enaki, vsi imeti neke enake stvari, ravno ta naša različnost, ta drugačnost je tisto, kar dela to, kako bi rekla, je prispevek. Tako da, vse, kar vam ne dopušča res, da dejansko si dopustite biti drugačni, iti za, v končni fazi biti v stiku s sabo, iti za tem, kar si vi resnično želite, resnično želite, srčno želite, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right or wrong, good and bad, pa ampak all 100 shorts boys provide basic creations and beyonds. Mogoče kako vprašanje. Tako jaz nisem imela tako, če sem rekla, gremo z energijo, kamor bomo šli. Mogoče, da si date tudi tako, da začnete mogoče
za 2025, če tega še ne počnete, da si začnete kak dnevnik pisati ali pa kaj. To je meni je to osebno ful lepa praksa. Tudi poleg, da je malo pogledaš nazaj, wow, lej, koliko sem razmišljala takrat, ne, pa koliko sem spremenila. In tudi to je tudi praksa v smislu, kar napišem, a ne, se že na nek način manifestira, se že prikaže. Ne, lahko začnete, lahko imate tudi prepričanje, vse, kar napišem, se uresniči. Ne, karkoli je to. Dovolim si biti bolj ranljiva, sem v stiku s sabo. Ne? Lahko uporabljate dnevnik za to, da napišete vse, kar vam na duši leži, ali različno, ne? In lahko naredite to iz tega tudi nekaj, kako bi rekla, ker tudi v končni fazi, če pišete tudi recimo vse, kar vam na duši leži, jaz prakticiram nekaj, čemur se reče tako morning pages, oziroma jutranje strani, to, kar prvo zjutraj, ko se vstaneš, prvo pišeš vse tisto, kar ti je nekaj prišlo na plan, vse, kar si že, ne, vse, kar razmišljaš. In tako, v bistvu se počutiš tako, zdaj sem to odvrgel, a ne, v smislu, zdaj grem naprej, a ne. Uporabljam pa tudi pisanje za, tako, v smislu manifestacije. Torej, napišem, kar napišem, in to, kar sem napisala, še vedno te tarče svoje, se je vedno še vse uresničilo. Tako da, ja, ker morate vedeti, torej, pisanje je že ena oblika te manifestacije. In tudi, če vi izrečete nekaj, to bom naredil, to bom naredila, tudi to je že neka oblika, torej, se že začel, ne? Ko začneš o tem govoriti. Tako da, ja. In mogoče za zaključek, no, tako, če ni nobenih vprašanj ali pa kaj, da se vprašate, okej, koliko je lahko leto 2025 najboljše leto do zdaj? Do zdaj, okej? In spet ne iščemo odgovorov, smo v vprašanju, si okej, koliko lahko leto 2025 najboljše leto do zdaj, in pol bo vse šlo na delo, vesolje, Bog, življenje, vsi igralci, da se bo vaše leto 2025 prikazalo kot najboljše leto do zdaj. To ne pozabite, okej? Tudi če ste kdaj že opredelili kako vaše leto, to leto je bilo pa najboljše leto mojega življenja. Tega ne boste mogli preseči pol. Tako da to kar razgradite in uničite, ker če, ne, in vedno rečete do zdaj, to je bila pa najboljša, torej najboljše leto do zdaj, najboljša hrana do zdaj, najboljša, ne vem, karkoli do zdaj. Ker pol je pa lahko še boljše. Ne, torej, ja, jaz se vam zahvaljujem za tale Zoom, in jaz vam želim, da bo leto 2025 najboljše leto za vas do zdaj. Super. Barbara, Ja. samo trenutek. Jaz bi se ti res srčno rada zahvalila za ta zvezek igrivi, ne. Jaz ga bom izpolnila, ampak bom si skopirala še enega in si bom sproti po mesecih pisala, veš. Vidiš, ideja, ne? Ja, Ja. bravo. Res je, Ja, res je. ja. Res ti srčna hvala ti za to, za nocoj pa za vse. Hvala vam, hvala tebi, dragica, ja. In ful dobra ideja, ukradite to idejo. Najboljši umetniki kradejo, tako da. To sem slišala oziroma prebrala zadnjič nekje. Ful dober, ne bo ne treba na koncu tako, kaj je že bilo, sproti si pišeš, prav. Ja. Hvala, lepo se imejte, lepo praznujte, lepe praznike in se vidimo kjer se bomo videli. Ja, čau. Hvala. Čau, dio.